Živijo, sem Matej Cepin in poslušate 59. epizodo podcasta Goreči grm. Mnogo je čudovitih delov Slovenije, v katere večina Slovencev ne zaide prav pogosto. Ste že bili kdaj v Solčavi? No, če ste bili, to je center, okoli nje pa ležijo 3 doline. Najbolj znana je Logarska, starejši se je verjetno spomnite iz znamenitega spota Slovenija moja dežela, ki je bil tam posnet v 80. letih prejšnjega stoletja. Druga je Robanov kot, tretja, najkrajša pa je Matkov kot. No in na koncu Matkovega kota, na Matkovem, na 1165 metrih nadmorske višine, živi, upam, da mu lahko rečem prijatelj, Klemen Matk. Gospodar z 200 hektarji gozda in z 20 hektarji kmetijskih površin. Velika reč, si predstavljate 2 kvadratna kilometra gozda? Pravzaprav zdaj le razmišljam, da ga še nikoli nisem vprašal, katera generacija gospodarja po vrsti je. Kmetija se namreč prenaša iz roda v rod. Ko sem Klemna spoznal pred nekaj več kot desetletjem, sem bil presenečen nad njegovo skromnostjo in pa nad njegovo modrostjo. Skozi čas pa me je začela navduševati tudi njegova družbena angažiranost. Poslušajte, boste videli, o čem govorim. Epizodo s Klemnom sem si želel posneti že kar nekaj časa. Zakaj? Ker je Klemen oseba, ki gorečega grma ni odkril simbolno gledano v daljni deželi na nekem potovanju v neznano, tako kot Mojzes in mnogo mojih sogovornikov. Našel ga je kar doma, na svoji lastni zemlji. Ampak kot boste slišali, za tem, da ga je našel, vendarle stoji dolga pot njegovega notranjega dozorevanja. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živijo, Klemen, dobrodošel v Gorečem grmu. Pozdravljen, Matej. Po mojem si gost, s katerim sva se najdlje dogovarjala, da prideš v ta podcast, pa tako nisem imel občutka, da samo zato, da ne bi želel priti, ali pa skoraj nič za to, no. Čeprav si se kar boril s tem, ne, ti je mali sto neudobja, tako rečo, ni? Ja, je tak, človek razmišlja, ali je lahko sploh kaj še pove današnjim človek ali sogovornika, se mi zdi, Da ne poslušamo se več, ne? Ja, dosti je napisanega, dosti je povedanega, pa kar nek obvisil v luhtu. To je res, ja. Ampak skozi takele pogovore, veš, ko ne piše samo ena oseba, ampak ko se 2 pogovarjava, pa sam doživljam še eno drugo stvar, ne, kjer sta 2 ali 3 zbrani v mojem imenu, sem jaz sredi med njimi, ne, in je tudi mal na tak način Boga vmes, ne, med tem, ko se pogovarjava. Ja, takoj, ko si v eni povezavi z drugim, ja, pride na dan čist mogoče stvari, ki jih niti ne bi sam pri sebi prej vedel, da so. Je pa tudi en drug razlog, je bil pa še bolj glavni, ne? Ti ne prihajaš prav pogosto v Ljubljano, Solčavskega v temle deževnem novembru. Koliko je to vožnje? Malo manj kot 2 uri, ne? Ja, 1:45, pa še tako ponavadi zmeri kaj več upravkov si naštimamo, kadar gremo v dolino. Tudi zato mogoče smo zmeri iskala. Redke so bile priložnosti, ja, ko bi se sploh lahko srečala. Prej sva se videla, ko sem jaz skupino očetov moških prišel na Matkovo, Ja. Kjer smo v septembru preživeli čudovit vikend, koliko nas je bilo 7 ali 8, mislim, da fotrov in pa mislim, da 21 ali nekaj več, še celo, mislim, da 24 otrok. Pri tebi tam v kotu smo taborili in je bila ena čudovita izkušnja za očete in otroke. Ja, še večkrat nanese beseda, se ženi pogovarjamo, kaka izjemna številka pravzaprav, koliko otrok ste imeli, pa kak ste se fajn... Pa male smo doma puščala, veš? Ja, kak ste fajn se spomnili, da greste očetje z otroci. Ja, sej na kmetiji je najbrž ta naveza oče pa otroci oziroma oče sin zelo pomembna, bolj kot v mestu mogoče, a ne? Zdaj imam take te mlajše otroke, 10-9 let in se mi zdi, da je izjemna močna vez med nami. Mogoče se mi zdi v današnjih časih, da z mojega vidika še močnejši, ker je bila pa z mojim očetom pa z menoj ali pa z nami.
Mislim, kolikor jaz tebe poznam, si ti tudi tak srčen, odprt človek. Zdaj ne bi ti rad preveč hvalil, ker ti bo to sam še slabš del, ampak najbrž si tudi nadpovprečno čustveno razgledan, ne? Da pol se znaš z otroki tudi pogovoriti, pa začutiti ga znaš, ne? Ne vidiš sam dela ali pa samo obveznosti, ampak vsem mu vidiš malo tudi v srce, se mi zdi, ne? Ja, čeprav moram tudi za svojega očeta reči, da je to dobro delo, kadar sem bil v stiski. Aha. Je ponavadi on reševal tiste moje skrbi, še tudi otroške ali pa mladostniške. Ja. Ti je bil kot neka opora, mentor ali kaj? Ja, mama je bila stalna, samo kadar mi je pa res zagustila, ne, je pa le oče dal tiste besede, da sem se pobral. Pa kakšni? To so bile te tipične mladostniške stvari? Mislim, da tipične, ja, ker se človek včasih zdi, kaj brezizhodno, pa se čist sesuta, ne. Tudi v planine me je vzel s seboj po tistih pastirskih, lovskih poteh. Se spomnim, ko se zatrese sapa obema, ne, v planinah, v pečeh. En poseben odnos tudi s tem doživiš. Vidiš, da je potrebno sodelovanje, ne. Ni samo nasprotovanje v tistih letih med staršem. Je pa naša generacija, naših staršev tudi bila zelo zaznamovana, to še danes vidim, v druge svetovne. Moji stari starši so bili močno vpleteni v tiste dogajanje. Moj oče pa tudi skozi, rekel bi, da sleherni dan ga to. So tudi naše odnose sigurno zaznamovali te zadeve. Ne? A še zdaj opažaš v bistvu vsakodnevno, da je v tem ali kaj? On je v tem, ja. On je še kar zelo v tem. Govori o tem, razmišlja o potezah enih in drugih, o pravilnosti odločitev, ali so bile pravilne ali nepravilne. Eden od razlogov je seveda ta, da se res ne pride dovolj pogosto v Ljubljano, ampak če bi pa pred 2 letoma postal poslanec, kar je že nekaj kazalo, ne, zelo, mislim, da si bil glih naslednji, ne, pri stranki Nova Slovenija. Ko si bil, potem so pa naknadno preračunali in so pač mandat dodelili drugemu, ne, in bi pa hodil vsak teden nekajkrat, ne, v Ljubljano najbrž, in si, če te prav poznam, si se kar oddahnil, da ti ne bo treba, ne. Ja, to je en posebno doživetje, ki sem ga dal skozi. Že tak sama odločitev, da nekako vstopiš v politiko ali pa kandidiraš, je pravzaprav težka. Že samo to, da se daš ob cesti. Na plakatu, na plakatu, da se vidiš. In pa vsa ta kampanja je nekako specifična zadeva. Jaz sem se zato odločil, predvsem z tega stališča, da odgovorno skušamo zastopati svoje interese. Ker se spomnim, kako so bili tudi naši predniki izigrani po drugi svetovni vojni, ne? Z nacionalizacije, na način so bili na robu družbe izločeni. Ne? Zaradi tega, ker ste imeli toliko veliko posesti ali zaradi česa? Vse se je govorilo o kmetu in delavcu, tudi v novem sistemu družbenemu, samo to je bila samo ena krilatica, ki je bila pa zelo pravzaprav zelo se prolečena in kmet je bil pravzaprav res zapostavljena. To me je nekako navdalo z eni taki moč, da sem se odločil, da se moramo postaviti za svoje interese, za svoje vrednote. V trenutnem sklicu državnega zbora ni nobenega kmeta, ne? Ne, nobenega ni. Imaš to evidenco najbrž? Ja, sej se zdaj napoglabljam preveč v politiko, samo tak je pa tudi en paradoks, da pravzaprav so v vladi kar v veliki meri ljudje, ki sploh niso bili izvoljeni v parlament. Meni se zdi, da je resnično naša država, da jih sploh imamo, vsa demokracija, taka vrednota in ta svoboda, taka vrednota, da se ne bi smeli igrati z njej. Zdaj pa dojemamo, je pa res zelo različna svoboda. Eni malo bolj egoistično kot prostost, eni pa kot prostor, da lahko ustvarjaš pa delaš. Ne? Ja. In to je pravzaprav za kmečki poklic tista najbolj vabljiva srčika, ki nas drži ali pa nas vod k temu, da se odločamo za delo na zemlji, z rodovnimi posestvi, če te gledaš. Je to ena tista svoboda, ki bi naj bila z ustavi zagotovljena. Si pa ti praktično ves čas, in to me z vidika podcasta Goreči grm najbolj zanima, ves čas si v bistvu na istem posestvu, razen kar si v šole hodil. Ne? Kako veš, da si na pravem mestu? Tudi zdaj, ko si ti gospodar na Matkovem.
A si to doživel, a si dobil potrditev od očeta? Je bilo to dovolj? A si videl kaj drugega sveta? Si se kdaj spogledoval tudi s kakšnimi drugimi poklici? Si imel kakšne sorojence, ki bi tudi mogoče konkurirali, pa se je tako pač odločilo? Ali kako veš, da si na pravem mestu? Se mi zdi, da se ena obdobja, ko se ti zdi, da si na pravem mestu, pa se ti pol spet mogoče eno obdobje zdi, da nisi. Nekaj vzgoja nekaj prinese, sigurno, tako od starih staršev naprej. So te vzgajali veliko stari starši? Zelo dobre povezave z starimi starši, posebno stari mami, Slavki. Ona me je mogoče nekako na en tak nezaveden način pripravljala nekoliko tudi na to. Tudi oče, ampak ne bi rekel, da je bila kakšna razlika med nama z bratom, ki je tudi bil malo mlajši. Oba bi, po mojem, si zelo želela, posebno v enem obdobju, se nismo niti mogla pogovarjati o tem, kdo bi prevzel. Tako smo bila oba pripravljena na to sprejeti. To me pa res zanima, ker tega nisem še z nikomer pogovarjal. Katero obdobje je to? Ja, bi rekel, kar tam od 14 do 22 ali pa tak nekaj. A je to dolgo obdobje to? Ja. Ko se dejansko o tem nista odprto pogovarjala? Sma ali pa malo za eni taki napetosti. Čeprav se je pa čist po naravnim brat pač zaljubil, pa šel na sosednja. Mislim, ne na sosednja, ampak na drugo kmetijo. Ampak tudi nekaj večjega, ne? Je tudi na Solčavskem se tako vse kmetije malo večje po površini, zato ko so tudi tako na visokih nadmorskih višinah, pa v strminah. To jim daje en poseben čar, primerljiv z ravnini je pa ni, tudi če je velikost malo večja, je pa rodovitnost toliko manjša, da ni primerjave z enimi ravninskimi. Koliko bi mogla biti ravninska velika, da bi približno, da bi se isto dobro živeli, da bi isto ljudi preživela? To težko rečem, ker je tako zelo pravzaprav različno od družine do družine, od kondicije, v kjer je družina. Zmeri se nihanje, tudi v vsaki posamezni družini in cet si bolj sposoben za eno delo, pa pride obdobje, ko pride bolezen ali starost in se kakšno obdobje, ko se preživi, nič več kot to. In je treba pravzaprav tako na dolgi rok gledati, da v eni družini ali pa pride vse sorte, Cet je lahko uspešna, pa se zelo potrudijo vse, ko delajo na kmetiji, pa je pa treba za kakšne druge potrebe, kdaj poskrbeti, bolezen ali starost. Pa otroci recimo, ko so majhni. V šolah pa. Tako da pri nam je nekako z ženi tako razmišljamo, da je več stebrov gospodarjenja. Eden je gozd, eden turizem, pa kmetijstvo, pa predelujemo kozje mleko. Tako da po nekako te tri zadeve združimo, da se lahko živi, pa gospodari še kaj investira. Kako doživljaš, da ste zdaj? A zdihate na škrge ali ustvarjate v tem trenutku? Je tudi je različno. Letos so bile te poplave, se je kar nekako vse ustavilo, malo bolj umirilo. Turizem recimo? Ja, turizem in tudi predelava, vse se je tako malo upadlo ali pa umirilo. Smo morati malo manj v kondiciji zdaj za zimo. Samo tako zmeri je treba, kadar je tako zobe stisniti, pa jeti naprej. Na eni strani, ko smo se v Svobodi pogovarjali, da je to kmetijstvo težko, ko moraš to tudi zdržati. Bo nekdo rekel, se v drugem poklicu bolj svobodnega počuti, ko mu ni treba vsak dan v štalo. Pa skrbeti za tista nihanja, ali ne bo. Čeprav meni se zdi še zmeri bolj dragocena taka oblika svobode, da si pač se nekako spela. Zdaj sva to k tem načela. Zdaj sem te jaz slišal, da ta nihanja, to ni tako čez 10 let, čez 20 let nihanja. Nihanja pridejo, v pol leta se lahko vse obrne. Ne? Ni tako, da čez 20 let bom pa jaz tokle star, pa moji starši bojo tokle, pa moji otroci bojo tokle, ampak tudi na tok dolgoročno malo gledaš, ne? Ja, tudi. Šola pravzaprav je na zahtevno obdobje, krati pa otroci odraščajo, pa da se učijo, pa so željni sodelovati, da se izkažejo pri delu, da dobijo potrditev, kaj zmorijo. In v tistem obdobju pravzaprav tudi doma lahko največ doprinesejo, kar se njihove moči pa dela tiče. Ko pa že spet išejo svoj interesa, takoj, ko so izšolani, pa že gre lahko malo svoje. Če se sam sebe spomnim, pa svojih bratov pa sester. Kaj v osnovni šoli pa v srednji, da so najbolj uporabni otroci? Ja. V srednji? Posebno srednja, ja. Mi že kar skušamo tudi v osnovni šoli otroke vključevati v delo. Brat je bil izredno aktiven čist do konca, dokler je bil tudi na kmetiji. Sestre se mogoče več dela posvetile študijom. Se pa na način vse sorojenci
nekako odpovejo dedovanje v takem smislu delitve zemlje, ker je v Sloveniji nekako vse prepogosta, se mi zdi. Na Solčavskem se kmetije nekako prepusti v enem kosu, enemu gospodarju, ostali pa nekako se simbolično, pravzaprav zelo simbolično izplača ali pa saj pa skušajo na izobrazbo in poklic, da si bratje in sestre pridobijo. Je pa to tudi skozi ena posebna vez pa odgovornost z vsemi, prejšnjim rod, zdajšnji rod, in je ena taka povezanost med nami na eni strani, pa tudi odgovornost, da skušaš najbolj odgovorno voditi kmetije ali pa gospodar. Pol v tem obdobju vseeno bilo veliko pogovorov, da sta sestri, koliko si imel sestra? Dve, sem pa prav intuitivno uganil, da sta sestri povedali, da bi radi študirali, da je to mogel nekako oče odobriti, ali kako je to? Pa da sta vidva z bratom potem, da se je to nekako izšlo. Je vsem potrebno zelo veliko komunikacije. Ja, čeprav je pa starši so izobrazbi kar dajali skozi pomen, sploh ne da bi zavirali ali pa nobenmo. Mogoče tudi oče se takrat kot kmet zapostavljenega počutil in v tistem obdobju so še rekli, kmet boš, ni treba iti v šole, a ne? A on nima? On je samo osnovno šolo imel. Ali res? Moj staroče je pa hodil v kmetijsko šolo, ne vem, kak program je bil v Šentjurju v tistem obdobju pred vojno, ja. Samo je bil tak nekako kar zadosti izobražen za tisto obdobje, a ne? Ni zanimivo, da pred drugo svetovno vojno so producirali bolj izobražene kmete kot po njej, ali kaj? Ja, tudi njegove sestre so bile v gospodinjskih šolah v Svečini, pa v Poljčah, se mi zdi. Še ne spričevali od njih sem enkrat videl. Del so na to, da so bili izučeni za poklice. Eden je bil še kovač, eden je bil kolar, tako brat je od strga očeta. In tudi ti si šel pol na faks, ne? Jaz sem najprej delal srednje lesarsko, pa višjo zootehniko živinoreje. Ja. In kaj so ti dala ta leta? To si bil kaj v Ljubljani kot študent? Ja, to sem bil v Ljubljani. Koliko, 2-3 leta? Ja, višja sem. Kaj so ti dala ta leta? Ja, to, da sem malo sveta videl, tako si prej me vprašal. Ja, se to me zanima, ja. Malo ciljam na te goreče grme. Ja. Si se pol začel spogledovati, mislim, veš, kaj me či zanima, ker jaz si tako predstavljam, da ti kljub temu, da si večino časa na Matkovimi nimaš v resnici toliko velik stika z ljudmi, kot ga imamo tukaj v mestih, da si najbrž ta študentska leta bolj ali manj že tudi stvari vedel, da ti ni bilo, tako si jaz predstavljam, da ti ni bilo neki tok zelo velik novega, tako študentsko življenje, pa... Študentsko življenje je bilo zelo novo za mene, tako, kar se stroke tiče, mogoče čas, če zdaj nazaj pomislim, prelahkotno vzemeš, pa misliš, vse to že vem, ne? Se mi zdi, da je fajn, da bi zdaj drugače pogledal, da bi res... Da bi bolj profesorje spraševal, ne? Bolj bi jih spraševal, pa bolj bi iskal še znajne, ker prej. Imam pa lepe spominje pravzaprav na vse učitelje, kar sem jih doživljal v srednji šoli in na fakulteti. Profesorja Šaleharja, Korošca, Orešnika, Štuheca. Se mi zdi, da so bili prav še taki stare sorte profesorji. In kaj so ti dali, recimo, kaj je tisto največ, kar si od njih dobil? Če bi tako gledal še največ en odnos do vsebin, ki so jih zastopali. Pa je na mrežu poznanstva, z njimi, z vsemi, ki smo se srečevali. Mogoče bi bilo fajn, da bi se še bolj na ven obračali. Tisti naši predavatelji so študirali še v Nemčiji, teda ali po vojni. In se mi zdi, da so bili tako za naše razmerje zelo podkovani. Zdaj se mi zdi, da bi mogli spet hoditi ven, se spet učiti, pa da ne nagruntamo, da smo najboljši na svetu, pa da smo kar doma. Ja, drugače sem pa z petje smo se družili po večerjih občasno, kakmo pevskemu zboru. V Ljubljani to govoriš? V Ljubljani. Tako da, če ne bi bil kmet, bi bil mogoče dirigent ali pa oficir. Če bi šel po drugi poti. Oficir, zakaj pa to? Ne vem, to me je zmeri nekako privlačilo, čeprav v zadnjem obdobju vojske ne gledam več na tak način. Mi je zelo tuja. Ko sem bil v muzeju v Pivki pred parimi leti, mi je bilo čisto mimo. A res? Ja, prav, pa sem navajen orožja družinsko skozi, zaradi lovstva. Drugačno je odnos do tovrstnega orožja ali pa do
orožja za boj med ljudmi. Ne. Kaj pa te je toliko odbilo v pivki? Nisem še bil, ampak. Težko rečem, prav tisto zavedanje, da je to vse za uničevanje človeka. Čeprav nič ni bilo v pivki slabo, ampak vojsko si na en tak način spoznal, ki je prej nisi. Ja, tako se me je nekako dotaknilo. Čeprav se mi še zdaj zdi, da bi verjetno za zaščito družine ali pa naroda, mogoče tudi zaradi druge svetovne vojne, odreagiral na tak vojaški način. Pa se tudi večkrat sprašujem, a je te prav, a ni te prav? Ker če imaš oseb kot narod ene vrednote te prave, najbrž obstaneš kljub temu, da nadvigneš orožje. Kako si pa pol v tistih študentskih pa srednješolskih časih na kmetiji pomagal vsako poletje, vse počitnice ali kako? Ja, med počitnicami ne več, pa kadar je bila kakšna nesreča, da je bo oče kaj polaman ali pa kaj v kakih vse bolniške, tak ni bilo še tiste cajte, samo se je zgodilo kaj tajega. Spomnim se, da me je delo z mašinami začelo zelo veseliti, krepiti, dobil sem veselje do vsega, ker prej z ročnim me ni tako vleklo. Z mašinami pa nekako stopiš v odrasel svet, pa se mi je to upalo. Kdaj pa si to dobil, ključe od prvih mašin? Zelo malo. En 3., 4. razred. Aha, to je bil že zate odrasel svet pol takrat. Ja, seveda, za poba tebi se hitro to zdi, a ne, da je, čeprav to traja pol še domelj ga 20 let, a ne. Potem se je v tebi v bistvu zgodila ta želja, čeprav razumem tam nekje koncu osnovne šole, da bi ti ostal doma na kmetiji. In pol nisi vedel še kar nekaj časa, še tam do študija, a to boš ali ne, da ste se z bratom še, v bistvu je še potekalo neko odločanje. A to ste se odločili vsi trije, z očetom pa vidva, ali se samo oče to odločali, kako to pol poteka? To je tak težek. Jaz sem tudi kar imel turbulentno mladost, pa tak pravzaprav za očeta, tak je mogel imeti veliko mero zaupanja ali pa upanja, da se bo vse dobro steklo. Niti nismo v tem dosti debatirali. Potrebe so bile take, da smo doma delali, ne? Niti nismo iskali kakih drugih zaposlitev, čeprav je doma bil proračun kakršen je bil za vse, a ne? In oče je pravzaprav pol se odločil, pa nas je enkrat sklical, pa se odločil, na kak način bo to uspelo. Pa se mi zdi, da je to zelo težka naloga za vsajega. Očeta. Vsajega očeta. Jaz že zdaj v njej razmišljam in me kar boli, a ne, da se moraš v tem odločiti. Hkrati je pa to za človeka tudi olajšine, da enkrat daš od sebe, da nisi več obremenjen z skrbmi, ne z načrtovanjem, ne z posesti, nič. Da se odmakneš. In pol malo drugače tudi lahko zaživiš. In pri kolikih letih si ti potem prevzel kmetijo? Jaz sem 2000. Tam malo pred 2010, ne, 9, če se prav spomnim. 9 leta. Ko si bil tam nekje, koliko, 35 star? Ja. Vseeno relativno kar hmal, ne? Ali pa ne. Zdaj, moja starša sta bila mlada še pravzaprav, smo čist malo narazen, bi rekel. Oče je 24 let starejši od mene, a ne. Še ni bil 60 v bistvu. Ja, in je bilo to za njega tudi kar, a ne, to... Ja, za njega je bilo to hmal, ja. Ja, težke odločitve za njega, za mene pa mogoče mihna bežihar že prej. Če zdaj gledam, se mi zdi, da je fajn, da mladi ljudi hmalo zagrabi življenje z rokami za roge, a ne, in da začne jih malo na vseh ravnih življenja, družine in gospodarinja. Sploh družino si pa malo kasneje ustvaril si, ne, kot je v navadi za Solčavske kmete, ne? Ja, Krištof je bil, se mi zdi, da sem bil star 33 let. Tako se mi je malo življenje kulantalo, rečemo. Samo nekako se je pa lepo tudi prav obrnilo. Pa tudi marsikdo je za to tudi prosil. Tako da ni bilo vse, po mojem, samo od... Tvoje pa očetove odločitve odvisno? Ja, ali pa... Govoril si o turbulentnem mladosti, pa o kolantanju. Kaj so bile tiste, kolikor jih pač lahko podeliš, kaj so bile tiste druge poti, ki si jih še raziskoval? Petje si rekel, pa... Kaj?
vojsko sem služil pri policiji. Vse to, v takih službah vidiš polnenih nijans, raznih. Kočevsko območje, pol zeleno mejo, ljudi z slabostmi in v tistih službah ljudi, posebno v policijskih, se mi zdi, da se na način v težavi, kjer skozi še je slabe strani pri ljudeh, ali pa jih mora prepoznavati. In se mi zdi, da je za to izredno naporno. Bož bi bilo, ki bi lahko dobro iskali. Ja, za duševno zdravje, če se ves čas fokusiraš na slabo, najbrž postaneš malo obseden s tem. Ne, drugače sem pa kar ustavil pri temu poslanstvu kmetijstva pa gozdarstva. Čeprav sem mogoče zdaj gozdarstvo bolj na stranski tir položil, zato ker nas ta predelava malo bolj okupira, pa tako se mi zdi, da so podnebne spremembe res malo prisotne. Toliko se enih ujem dogaja, da pravzaprav samo sanitarne sečne delamo, pospravljamo, kar je podrtije. Cene izredno nihajo, čas zelo slabe, čas malo boljši, da se čas kuma dela pokrije. Se pravi, v gozdarstvu zdaj ni, včasih, čeprav razumem, ste večji del prihodka dajali v gozdarstvo, oziroma včasih je večji del prihodka prihajal iz gozdarstva kot pa danes, zaradi podnebnih sprememb. Gospodarstva so bila tako naravnana, tudi v naši soseščini na Koroškem, pa tudi večje posesti se pač obrnejo na tak način, da iz gozda večino dohodka pride. Mogoče imam jaz tako mišljenje, ampak za nekoga je napačno. Že moj oče se ne strinja čisto z menoj. Zato sem jaz hotel razvijati še tak kmetijski del, pa se mi zdi, da je tudi pomemben, če se na razpolaga kmetijske površine, tudi če so v strminah, se mi zdi, da so dragocene in da moramo z njih nekaj narediti. Da niso same sebi nameniti subvencijam, to ni smisel. In zato sem to stran gospodarjenja tudi želel, da se nekoliko razvije, pa da se kljub temu, da vsi pravi, da se nič ne splača, da se vidi, da se pa tudi da. In vidim, da je živinoreja pravzaprav tudi zelo pomembna, da ljudje vstajajo na podeželje. Ker če bi se začel ukvarjati samo z gozdarstvom, te lahko zanese, pa rečeš, bom pa jaz kar v Prženi, v dolini živel, pa bomo dol imeli družino, ki je lažje za šoline, pa za vse, pa bomo samo še hodili čez vikende malo kaj postoriti v planine. In na tak način se pol zgublja poseljenost. Če pa imaš živino gor, so pa ljudje vezani na živino, na stalno prisotnost. Tako da ima svojo logiko tudi to. Se pravi, ti si imel kdaj, da v narekovaj dam skušnjavo, da bi dol živel, in je to, da živiš gor, tudi neke vrste želiš pokazati, da se da? Jaz sem pravzaprav šele, odkar sem se poročil, nekako vseb videl, da bi lahko tudi šel od doma, pa da bi lahko tudi Prženi živel. Naprimer, na nejno doma. Prej ti ni padel na glavo, ker je bila cela vzgoja tako naštimana, da se gor ustane. Ja. Pa je pa prišla lepotica in te vabila v dolino. Ni me vabila, ne. Ne, ni vabila. Pa tudi vidim, da pač dom je, bi rekel, kjer se družina sformira, pa kjer otroci začnejo gor rasti. Vidim tudi na tem mlajših sinovih, da bi izredno težko nekdrek funkcionirala. Te večji so drugače, ko so že skusili eno in drugo. Ta mala dva sta pa taka res uraščena v te naše konce. Doj se igra. To moramo pojasniti, večji sta v bistvu blaži prej z ženo v dolini. Ja. Krištof tudi pri svoji mami. Pravzaprav je taka kmetija zelo težka za današnjo žensko. Hočeš reči, da ima ženska še več težav biti na se reče gorska kmetija, na gorski kmetiji kot moški? Jaz mislim, da več, ker spreminja se način življenja, vrednot, želja, in se mi zdi, da so ženske še bolj željne sprememb, kakor moški. Zato je tudi tako težko kakšni ženski ostati na kmetiji, pa pravzaprav je kar dosti problemov s tem, da kmeti nimajo življenjskih sopotnikov. Zdaj vidim, da je zelo pomembna ena podobna drža družin. Zato je najbrž ta model, ki ga rečemo, ima naša krščanska vzgoja, ki si je podobna v družinah, ali pa narod, ki govorimo isti jezik, da nekako leži poshajamo z drugim v družini, mož, žena. In to smo imeli srečo, po mojem, da smo tako malo podobnih družin. Nazorov. Ja, nazorov. Spomnim se tudi svojih starih staršev, to
Tudi kmečki ljudje, z kmečkega okolja, s podobnimi navadami, izredne močni veri. In jaz pri njih 40 let nazaj ali pa plus nisem zasledil nikoli nobenega zapostavljena strani moških ali pa da bi ženska bila manj. So bile ženske zelo močne, pa gospodarne. Mislim, da je to za Solčavsko nasplošno bilo taka drža, ki se je sigurno ukrepila v cerkvi, pa z mohorja v literaturi, ker druge tako skoraj ni bilo prej, Ni bilo nobenega govora o emancipaciji, pa je bila zelo naravno spoštovanje. Naravna emancipacija. Ja. Pa tudi tako se mi zdi, da so bile že, če se starejših spomnim, starih staršev, pa tudi sosedov, da so bile zelo tako močne, prekalila jih je vojska, huda doživetja. Pravzaprav so se s taborišč, pa s front, pa z vojne vrnili v pepel. Česar niso imeli niti urodja, česar niso mogli v roke vzeti. Vse si je mogel človek ali sposoditi, ali kjer je še kaj ostalo, ker je bila cela vas Solčava, pa okoliške kmetije, od nas do Mocesnika, pa Logarska dolina, vse požganje. Tam je pa še kjera ostala, da je se mi jih nadalo pomagati. No pa Žaga je tudi ostala, pri nam pa Mlin. No, in to so bile hude preizkušnje za nje. Pravzaprav, jaz sem od stare mame zelo tako lepo, bi rekel, navodilo sprejel, da se lahko gospodarstvo še tako dobro gre, če ne ohraniš vere, nas drži. In se mi zdi, da je za naš narod zdaj to tudi zelo bistveno, da saj v eni meri, v večinski meri to nekako se zdrži. Tudi odnos do zemlje, do družine, vse je s tem povezano. Zemljo moramo imeti v svojih rokah, kakor naše substance. Mogoče danes so moji geni na matkovim, jutro bo še to, kaj veš, ali pa Bog je od koga, ne. In zato moramo na to biti pozorni in ne razmetavati s tem. Ko si rekel vera kot ključen element obstanka, bi te glih tukaj vprašal, kakšna je tvoja vera, v bistvu kaj so tisti glavni poudarki tvoje vere, ker vsak si na koncu eno svojo osebno vero oblikuje. Na podeželju pogosto grata mogoče vera tradicionalna. Ja, sej glih zato, ker vem pa, da pri tebi je drugačne. Sej tudi niha, tako pa gospodarstvo niha, pa tudi to. Se nihanja, enkrat si bolj poglobiš, drugič bolj površno greš skozi. Se sporočila v življenju, naprimer 96. leta smo imeli požar in v celi hiši sta ostali 2 knjigi. Nekaj vzgoja otroka, pa svetopismo. Vse ostalo je zgorelo. Ljudje so preskočili nam na pomoč, udarniško, z raznimi pomočmi, tako da niti ne vem, kdo, ki ga mogoče danes srečam, pa mimo njega grem. Sploh ne vem. In teda vidiš, da nisi možno vsega sam. Take situacije te mogoče postavijo v pravi kontekst. Ja. Pa da saj iščeš. Kako pa v skladu s tem tudi vzgajaš? Mogoče me tukaj več plastno zanima, kako si ti bil vzgojen, kaj so bili glavni poudarki tvoje vzgoje, pa kaj zdaj nosiš naprej? Kar se verskega življenja tiče, je bila moja glavna učiteljica Slavka, moja stara mama. In ona nam je tudi preskrbela teda knjige Zgodovina Božjega ljudstva. In smo to v tistem obdobju izredno z veseljem brali. Pa tudi vse tiste zadeve okoli veruka me ona izredno skrbno preštimvala, ker je skozi malo se želela, da bi za župnika šel. Se pravi, niso bili samo oficir, pa policist, pa dirigent v igri. Samo pa sem to nekako izredno odklonil, tako da nisem se maral s tem čist neč več ukvarjati. Izredno me to, sem se uprl. Čeprav me to še zdaj na način zelo vleče, bi rekel. Otroke pa tak večerna molitev, pa skušamo tudi se pogovarjati o zgodbah raznih stare zaveze, pa ko grejo v šolo, se jih pokriža, večinoma jih oba. Maši se upirajo tudi, pa noči jed, pa vse sorte je. Pa tudi mogoče kdaj premalo gremo, pa bi se mogli zorganizirati, da pa le šli. Vikendi so še pa bolj naporni. Ja, so še gostje, ne? Ja. Sem pa videl, zadnjič enkrat je mogel Gregor jeti na Našivine, v Celje, in je šel po samnatru ambulanto. Je rekel, ti pokriži me. Veš, sem videl, da
da ga je stisnila in da mu pa le to pomeni, Se zanaša na da se zanese. pomoč, Ja, na blagoslov. ja. To je, kar se verskega tiče. Pa so bili pa še druge komponente vzgoje. Najbrž, če si predstavljam, da odnos do dela pri vzgoji je bil zelo pomemben pri vas, ali kako je s tem bilo, ko so tebe vzgajali? Na kmetih je posebna oblika dojemanja dela. Moj stric, ki je bil tudi na Matkovem rojen, je enkrat v eni priliki, ki je bila pri nami na obisku, ena gospa rekla, zdaj grem pa delat. Je pa rekel, kaj pa greš delat? Je rekla, brat, a študirat. Je rekel, to pa ni delo. A ne, tak je bilo še čas, mišljenje na kmetih, pač fizično delo je delo, a ne. In s tem smo bili pravzaprav zelo vključeni v vse dogajanje, od nege mladje v gozdovih naprej, do košnje polet, do tistih gred, ki smo jih zorali. In tako zelo uprijemljivo delo je, a ne, to. Ta percepcija se je kar spremenila, ne? Se mi zdi včasih, ne vem, kako je pri tebi, moraš tudi ti zdaj otroke kar malo siliti, da se grejo učiti, ali ne? Ja. Ker še v tvoji generaciji najbrž na kmetih je bilo pa obratno, ne? Se pravi, da ne, zdaj le boš delal, zdaj se ne boš čisto načučil, ali ne? Ja, mi smo imeli tako, kako bi rekel, ene določene dele smo mogli narediti tudi v šoli. Po šoli, naprimer, smo užamali kakšne deske, so bile malenkosti, pa je bila pa naloga, ne. Tako da skozi je bila malo ene odgovornosti pa šole. Če nazaj pomislim, se mi zdi, da smo tudi odgovornost do staršev imeli, ko smo šli v srednjo šolo, je bilo pravzaprav so bili internati, a ne, in si mogel tam se postaviti na svoje noge, biti kolikor toliko, da nisi zavozil, a ne. In je bila to ena taka odgovornost, da sploh nisi pomislil, da bi luftu kaj ali pa špricu ali pa. Pa tudi tako, moj oče reče, čas je dobro vedelo, kjer človek je za kaj sposoben, kjer kako delo vlada, tako se je ljudi tudi nekako po potrebi najemalo. In vsak, ki je bo delal in pa pridni, je tudi lahko kaj rekel. To ti je dalo vstopnico v demokracijo v bistvu delo, ne? Da si lahko sooblikoval pol tudi. Pa me še čas zdaj zanese, da začnem razmišljati, da je to prelahkotno podeljena volilna pravica ljudem. Ja. Misliš, kaj je prelahkotno, to z delom ali s starostjo, kot je zdaj? Da bi za odgovornosti gledali na to in za doprinose vsem, ali za svojo družino, ali za družbo, ali za kjerkoli skupino ali pa skupnost. Ker če pa neč kaj da nadaš od sebe, pa je pa ne vem, kako moramo biti enakopravni čisto na volitvah, a ne. To človekovo dostojanstvo je kar zagamana stvar, ne? Ja. Ki ga ima človek ne glede na vse, ne? Ja. Pa če je morilc ali pa če je svetnik, imaš istega, ne? Ja. Dežuje, pa sonce sije in za pravične in za nepravične. Ja. Na vaseh se je to ponavadi tako naravno izravnavalo, ne. Ljudje poznamo drug drugega, potrebe in se je to tako naravno fajn rihtalo. Ko je pa večja skupina ljudi, pa se pa to izgublja, pa odgovornost tudi. Se mi zdi, da tudi občine dobro delujejo. Mogoče v zadnjem cajtu malo manj proti občinam rečenega, ne, da jih je preveč, da so premajhne. Pa edini sistem se mi zdi v državi, ki pa lahko rečemo, da odlično deluje. Se strinjam. Ja. Da v bistvu včasih so kakšni župani, ki gledajo samo na trde stvari, samo na beton, pa zelo premalo na mehki del človeka, ne, na kulturo, na izobraževanje, na te stvari. To se kar dostikrat opaža, no, ampak v večini primerov pa se tudi župani skozi bolj zavedajo, da sta in trdi in mehki del njihovega vladanja in da morajo oboje zadovoljiti, da seveda trdi del vzame več denarja, ampak da tudi mehki mora biti poštiman, ne? Da ljudje ne bodo sam zaradi betona ostali v njihovi občini, ne? Ja, najlažje se izkazati z betona ali pa s cestom, pa z asfalta. Drugače je pa res več vsebin, ki so potrebne za. Se pa strinjam, da se najbolj celostno potrebe človeka nagovori na ravni občine. Ja. Ker tudi krajevne skupnosti, ki so še manjše, pa ne funkcionirajo, ker nimajo svojega proračuna, pa nimajo nič, ne. Daj mi povej pol o vzgoji, oče te je vzgajal na nek način, ne? Ampak svet se vmes spreminja. Recimo, ko sva midva odraščala, če greva z plus minus 2 leti, da sva enako stara, se je začel internet pojavljati, ko sva bila v srednji šoli.
potem so se začeli mobilni telefoni, ko so počasi vstopila v delovno dobo in še mnoge drugi izumi. Avtomobilov je postalo več, kar naenkrat potovanja po Evropi so bila nekaj samoumevnega, kar prej niso bila. Svet se je zelo spremenil, a ne? Starši so nas pa vzgajali. Kaj si mogel pa ti sam dodati vzgoji tvojih staršev, da si zdaj postal kompetenten gospodar na Matkovem? No, drugače se je zelo spremenila birokracija, je enormno več, kot je bilo prej. So pa tudi druge stvari, ki so se poenostavile. Najbrž od žena veliko pomaga, ne? Ki ima ekonomsko izobrazbo. Ja, pravzaprav tako na to večinoma vodi finance. Seveda vemo, takle čase pogovarjamo, jaz vem v zadju tudi kar, rekel bi zelo natančno, čeprav nisem čist stalno pa osebno zravno. Elektronsko bančništvo, pa te reči je pa zelo poenostavilo nam življenje. Za subvencije ali za tisto, kar vi prodajate, ali za kakšen način? Za vse poslovanje denarno, ki poteka zdaj zelo izprek računov, pa plačevanje položnic pa vse to. Drugače pa sama vzgoja se mi pa zdi, da se je še zelo malo spremenila. Če bi primerjal, a pa če bi ocenjeval, kako se nas, ali pa zdaj se mi zdi, da so male razlike. Kaj tisto, glavno, kar želiš nesti naprej svojim otrokom? Odnose med nami, pozornost. Opaziti drugega. Ja. Na kmetiji je, rečemo, pogosto tudi taka nevarnost, da zapadeš samo v ene investicije, ali pa vsaj kako desetletje, in se zalotiš, da bi še kar, še kar kaj razvijal, kaj naprej investiral. Zdi se mi, da je pomembno, da skozi gledamo drug na drugega, da se skozi veselimo drug ob drugemu, ker pravzaprav resnično edino veselje je med nami, ko pogledamo drug drugega, ko se ustavimo, ko mi reče, ti pej, da se nekaj zmenima. To. Po drugi strani pa vse to, kar sem prej rekel, kaj je v bistvu našega obstoja. Vera, to bi želel, da je saj na način ponotranje, pa tudi odnos do zemlje, ker z gospodarjenjem, z zemlji imamo me svobode. Če namo več gospodari na svoji zemlji, nimaš več svobode. Gospodarska, kulturna, se pravi, vse izročilo, petje, pesmi in vera, vse to mora biti eno, da obstanemo. Ne vem, kako se tebi zdi, ampak meni se zdi še posebej problematična vzgoja fantov oziroma mož danes. Se mi zdi, da na nas moške preži še več nevarnosti mogoče kot na ženske in da je mogoče celo težje vzgajati fanta, čeprav ti imaš sinove. Ne vem, meni se zdi težka vzgoja pobutek. Ne vem pa ne, kak bo rezultat. Za enkrat so si zelo različni, pa mogoče žena bolj vidi težave ali pa se bolj sekira. Jaz se nič kaj ne sekiram. Mogoče imaš pa ti tako dobro okolje, a bi v mestu znal tako dobro poba vzgajati kot zdaj, ne? Kot tukaj gora, veš, ne? Je pa to izredna prednost, da si zravno skozi, ne? Da si skozi v domu. Pa da hodiš ven z njim delati pa to, ne? To je sigurno čisto ena druga možnost, ki imamo. Tako se mi zdi pomembno, da ima človek rad, kar dela. Ali kjerkoli si, ali si v poklicu, v kakšni službi, da si zadovoljen kot oče, ali pa jaz na kmetiji, če sem kolikor toliko zadovoljen, pa otroci tudi so varni, pa nekako vidijo tudi priložnost v tem, kar delaš. Če ne, pa bi samo bežali, pa rekli, gremo stran od doma, ne, pa to se dogaja ponekod, ne. Tudi manjše kmetije se mi zdi, da nujno to prepoznamo, da imamo tak življenjski prostor, kjer v Evropi ni. Letos sta bila 2 Nizozemca, sta vprašala, koliko ima povprečna hiša v hišnice, mogoče 1000 metrov, da je parcela. Sta rekla, kako velike parcele. Gor so čist natlačeni. Pa tudi okolje je tako živo, bogato v Sloveniji. To bi kakor nas smeli razprodajati. Ja, se zdaj lahko preideva že k tvoji družbeni angažiranosti. Se mi zdi, da si na več področjih tudi družbeno angažiran. Omenil si že prej kulturo, kjer si pri oktetu žetev, ali kako se vam že reče, ne? To pojete, ste tudi že, je na YouTubeu možno dobiti kakšen posnetek, da ste na nacionalni televiziji nastopali. Potem citre so en tak tvoj zaščitni znak, ki tudi zdaj le malo več prihaja, v nekaj časa nazaj je bilo pa to zelo redko, se mi zdi, no. A imam prav, da to, tako 20 let nazaj je bilo tega manj citer kot zdaj?
Ja, citre so se v javnosti pojavile z Dovžana, da so ga dali na radio, pa da se predvajale citre s filmom Cvetje v jeseni. Moj stric je znal na citre, star oče po mami tudi. Za Solčavo je bilo to zelo značilno, da je skoraj pri vsaki hiši so bile citre. Moram, da je bilo rečeno, da so citre klavir malega človeka. Ki si jih lahko dal v rukzak, si jih nesel. Pa dost univerzalen inštrument. Ja, petje pa tudi mi daje na posebno vesele. Tudi, ko se srečamo s pevci, mogoče v zadnjem cajtu še več to, kakor pa samo petje. Malo pogospodarimo, vsak pove malo svoje izkušnje, kaj je zvedel, kaj je pogruntil. Se mi zdi pomembno, da se družimo, ker drugače bi bilo pa že zelo malo tega našega družina. Ja, petje je v bistvu dober izgovor, ne? Če greš sam na druženje, nekaj mora biti, ne? Ja. Ali je pijača, ali je petje. Ja, pa ni, jaz se moram tudi kdaj prosili, da gremo, ne? Samo, ker smo ekipa, smo zavezani drugemu. Tudi, če je nastop, pa da imaš 38-39 vročine, moraš iti, ker če te ni, in ni ekipa popolna. Ja, če se prodajaš kot oktet, moraš biti, ne? Ja, ena obveza in zaradi tega greš, če ne, pa tudi kdaj si zmatran večer ne bi šel, a ne na pogovor ne bi šel. Kar se pa tiče tega citer, pa tega je pa, ko smo bili z očetje pa otroci pri tebi, smo te nažicali na koncu nedeljo, ne, da daj kaj še na citre, pa smo malo zapel in mi je pol en prijatelj, en oče, a ne, tudi, ko smo bili gor, en teden zatem rekel, Matej, daj prosim, ti si tisti snimil, daj prosim, pošelj meni hčerke skozi govorijo, da bi ti strade slišale. To so take majhne punčke, a veš, ne. Koliko jim je bilo pa to lepo in tako, in pa sem poslal in so bili vsi čisto blaženi nad posnetkom. Tako da je, ne, je to. Citre je res, sem za našo slovensko dušo nekak, za vsako priložnost, ali je pogreb, pa žalost, ali je veselje, za vsako priliko nekak citre sežejo do srca. Po vojni so bile pa zelo zapostavljene, ker se jih je nekako povezovalo z nemštvo, pa z, ne vem zakaj. Je pa to tak alpski inštrument, ki je v Sloveniji bo zelo razširjen. Pa je zdaj spet, kar se uči po glasbenih šolah. No, poleg teh kulturnih, ki so bolj mehka družbena angažiranost tvoja, ne, imaš pa tudi malo bolj teh širših, niti težko kdaj iti na kakšen posvet, konferenco, kaj povedati, oziroma mogoče ti je težko, ampak se spravaš, a ne, tudi politično se angažirati, kar so že omenila. In to res, tako kot si že na začetku rekel, s tem ciljem, da bi kmet ostal na žahovnici, ne, to se mi zdi taka dost dobra metafora, ne, ker kmeta se res pri šahu, a ne, najhitreje poje, a ne, in se mi zdi, da en velik del tvoje družbene angažiranosti je pa tudi na tega kmeta na šahovnici vezan, ne. Vsaj v preteklosti smo bili kar nekako povezani za gospodarjenje v gozdovih po kmetijski strani. Samo se človek stroši, jaz sem se nekako trudil, ker ni nobenega efekta bilo kaj dosti. Ja. Mogoče smo si 20 let dopovedovali, kaj so težave, kaj bi bilo potrebno, pa se zelo ignorira na politični ravni bolj to. Tako da se moramo pol zamenjati vsake toliko cajta, da še drugi z svežimi močmi pridejo pol. Kaj štafeta, ne moreš 4 krogov sam teč, moraš ti enega, pa ostali še 3, ne. Je pa grenko to, da nič ne dosežeš, a ne grenko spoznajne to. Jaz imam zelo podobne stvari, ker sem na podoben način aktiven na področju mladih, se pravi, kaj mladi rabijo, zagovorništvo mladih, tako kot imaš ti zagovorništvo kmetijstva, a ne. In tudi zdaj, ko gledam nazaj, bolj ali manj tisto, kar so si zamislili, da se priključiš, ja, da bi pa kaj iz tebe ven, tisto, kar ti čutiš, da je tisto res pravo, a ne, pa da ni nihče prej razmišljal, pa si pač enostavno razmerja so premejhna, a ne, ti si premejhen naprav celemu sistemu, da bi lahko kaj dost, ne. Je pa tak čas, da niti ne moreš pričakovati, da bo kmet obstal, ker, ne vem, žnidarji, čevljarji, kovači, to so že izumrli poklici. Zmeri bolj nas navajajo na te odnose z multinacionalkami, z veleblagovni trgovini. Hrana prihaja od ne vem kot. Te stik med kmet pa potrošnikom se je čisto izgubil zaradi tudi predelovalne industrije, ki se je tako razvijala. Monopoli se razvijajo, klavnice, vsa predelava, ne. Zdaj so deleži kmetijstva v ceni izdelka čisto nizki. Zdaj, edino, če bo ta svoboda še malo vabljiva, pa če bo še vsaj neki procent ljudi na to delo, da bo ta kontakt obstajal, pa da bo si želeli
še nekakve take zdrave ali pa domače prehrane. Tako občutek, da samo oskrba že prihaja nazaj. Mnoge družine tudi si želijo zelo povečati procent svoje samooskrbe in s tem grejo tudi malo bolj v tebi podoben stil življenja. Ne? Ogromno, mislim, kar nekaj mojih prijateljev ima koze doma, pa tako pa so iz mest, ne? Ali pa tudi, če niso iz mest, pa prej njihovi starši niso imeli koz, recimo, in podobno. Ne? Ampak za kaj več, se pravi, delati za prodajo, se mi pa zdi, da praktično ni mogoče. Ne? Zelo velika angažiranost je potrebna, pa celotna družina mora to sprejeti. Krati se ena druga oblika svobode, tisto, kar sem te na začetku provociral. A ne? Koliko si pa ti videl drugega sveta še in a si na pravem mestu ali ne? Zdaj, kakšne misli imaš ti ob tem, da če noben od tvojih otrok ne bi hotel prevzeti kmetije, to najbrž je greh praktično, ne? Ali ne? Ne. Ne? To pač obstaja možnost zmerja. Ja. Dokam bi ti šel v siljenju, to me zanima. Mislim, silu najbrž sploh ne bi, če te ne, se ne moreš siliti to. Jaz zmeri razmišljam, čeprav je to je zelo težko govoriti o tem, ko ne veš, v kakšni situaciji si pol, ko se to res zgodi. Zmeri sem razmišljal, da bi mogel poiskati človeka, ki si bi to želel, ali v sorodstvu, in na tak način rešiti, nikakor ne prodati. Tudi država bi mogla na tak način, ne da odkupuje pol površine gozne. In s tem jemlje pravzaprav življenjsko moč podeželju ali pa ljudem, ki bi lahko od tega živela. Država mora tiste skupne zadeve poštimati, da funkcionirajo. Ljudje pa pusti, da gospodari z okolje. Če si tako dokaj pesimističen v zvezi z obstojem kmeta, kaj ti pa vendarle daje? Ker jaz sem te tako doživel kot da je tvoje stališče to, da ustrajaš na Matkovem. Da je to ni samo preživetje, bi lahko najbrž preživel tudi na drug način, ampak čutiš to medgeneracijsko na nek način celo odgovornost. Ne? Kaj ti pa daje tisto upanje, tisto optimizem, da ustrajaš, če si sicer kar pesimističen za obstoj kmeta? Nekak je na tista božja previdnost, da se zadeve postavljajo. Zmeri na novo se postavljajo. Če imajo ljudi en prav odnos, da imajo ljubezen do vsega, pa med seboj, pa to gre naprej. En tak videnje imam, a pa gledanje. Ne a tako, kot da s človeškimi očmi praktično se ta igra ne more dobro iziti, ampak če boš ti delal na medosebnih odnosih, pa poslušal Boga, bo pa Bog že tako človek obrača, Bog obrne. Tako obrno, da se bo išlo. Pravzaprav je tak nekak, gre po ljudeh gor, gre po ljudeh dol. Mogoče je bož, da se tista nihanja v gospodarstvu bolj mihna, da ni prevelikih rasti pa prehudih padcev, da se človek leže pobere. Čeprav ravno z globalnim trgom, to je en vidik najbrž, so ta nihanja ratala večja, pa tudi z to, kar si prej rekel, podnebnimi spremembami in ujmami. Ja. To sta dva vidika, te tretje je še pa politika, da bi imeli eno stabilno politiko, eno zdravo politiko, ne preveč eksperimentiranje, tako je že Oman rekel, da bi nehali eksperimentirati v takem smislu. Pa ni. Samo Oman je to rekel za one jugoslovanske eksperimente, pa da v slovenskih je na slovenske gledu, kot da bo konec eksperimentov, ampak so zdaj ravno tako. Da so pa spet enaki, skoraj bi rekel. Vsi hodimo v šole, pa vsi se izobražujemo, ne vem, zakaj bolj ne razmislimo, kaj smo že skozdali, pa izkušenj doživeli. Želel bi, da bi bolj zavestno zbirali svoje voditelje, se odločali, kaj je ta prava pot. In glih, ko smo pri voditeljih in ker tole bo objavljeno, oziroma zdaj, ko poslušate, že je objavljeno ob začetku socialnega tedna, ki tudi govori o voditeljih z naslovom Kje smo voditelji, oziroma Kje so voditelji, bi za zaključek pogledala sam še na tebe kot voditelja na kmetiji. Voditelji vedno gledajo na neko rast. Meni je pa bilo zelo fascinantno to, kar si rekel, da so par stoletij nazaj odkrili tvoj prijatelj v arhivu ali kje, da so bile enako število ljudi približno, živali, podobne vrste živali na Matkovem, kot so danes. In da tega ti sploh nisi vedel, ampak se je enostavno tako gospodarilo. Kakšen je ta odnos tvoj do rasti, do trajnosti na drugi strani, do nosilne kapacitete na nek način tvoje kmetije? Kmetijska gospodarstva pa z gozdovi ured, bi rekel, gospodarimo na tak način, da se vzdržno
ohranja ena gospodarska možnost, ali v zalogi lesne mase, ali v rodovitnosti tal, o ohranjanju vrst avtohtonih pasem, tudi če tako rečemo. Tudi v ljudeh, da imamo eno pravo razmerje med mladimi, starejšimi. Da ne pobereš glavnice na banki, ne? Ampak samo obresti pobiraš, to prav razumem. Ja. Malo smo v skušnjavi zaradi udobja, tudi udobje nekako je zahtevano povsod, moramo na eni strani živeti zelo asketsko ali pa na drugi strani vse razkošje, se želimo nekako skozi uravnavati, z drugimi, in to pa košta tudi več, kakor pa mogoče kdaj, če bi realno pogledu, narava dopušča. Ja, jaz si to tako predstavljam. Tvoji prihodki na kmetiji so manjši od nekega primerljivega človeka, ampak imaš tudi manj stroškov, ker imaš manj hrane, ker zakupovati, ker si bolj samooskrben, ker najemnine ni treba plačevati, itd. Ampak ko pa pride do dopusta, kamor tudi vem, da z družino rad peleš, smo pa na istem, ne? Takrat pa tudi ti rabaš toliko denarja kot mestni, ker... Pa avto, pa nafta, pa elektrika, vse. Ampak kje vidiš recimo to rast, Kmetija ima neko kapaciteto, ampak vendarle si pa želiš nekega razvoja. V čem pol vidiš ta razvoj? V tem, da se boljše stroje kup, pa da se delo olajša, ali v tem, da se nove dejavnosti poizkuša, ta sladoled, ki si ga začel z kozjega mleka delati, mimo grede za poslušalce, ki boste pri Klemnu. Praktično ne opaziš, da je kaj drugačen kot navaden, pa najboljši je Pehtranov. Ja, to je ženina ljubezen sladoled z kozjega mleka. Tudi njen izum, na nek način ste tudi neke nagrade dobivali, čeprav niste bili najbrž prvi, Ne, ampak... ni izum, je pa pač za slovenski trg nova zadeva bila v tistem obdobju. Drugače je to pač eno izdelkov iz našega ekološkega kozjega mleka. Ja, tako skušamo pač dodano vrednost povečevati, ki je v kmetijstvu zelo nizka. Pač več stebrov mora, se mi zdi, biti v današnjem obdobju, zato ker je trg tako spremenljiv. Cene naenkrat zanihajo pri lesu izredno in ne moreš biti odvisen samo od ene stvari. To se je tudi videlo v covidnem obdobju. Zdaj poplave. Stalno te lahko ena taka preseneti. Ja, stvar preseneti. Ampak les je, čeprav razumem, več kot polovica vsega, prihodka. Ja, polovica rečemo, ja. 3 stebre si prej omenil na začetku podcasta, Les, turizem pa predelava, Ja, samo da je turizem pa predelava tudi kar težko čist ločiti, ko se tudi na mizi gostom da za zajtrke. In je težko reči, to je v turizmu, to je v... Ja. Jaz si tudi skozi želim, da bi kmetija lahko funkcionirala kot celota. Zdaj imamo tako razdeljena osnovna kmetijska dejavnost in dopolnilna kmetijska dejavnost, je pa rečemo turizem ali pa predelava ali pa karkoli. In meni se zdi, da če ti iz svoje kmetije ustvariš, iz tiste naravne rasti, ki na kmetiji je, to spada pod ena dejavnost. Da pa če ti zmoriš kaj predelaš, pa malo bolj zaslužiš, če pa ne, ki si star, pa malo manj, in če si pavšalno za to obdavčen, v eni uravnilovki si pa tam skozi, Se mi zdi, da je bila to ena taka reč, ki bi jo tudi lahko politika sprejela, pa je tudi še ni. Ma pa tvoje gospodarjenje na kmetiji oziroma tvoje voditeljstvo še eno tako, se mi zdi, zelo dinamiko te medgeneracijskosti, ene 2 generaciji nazaj, pa ene 2 generaciji naprej je treba gledati, da to tudi to trajnost prinaša. Jaz sem recimo še vedno se spomnim, ko si mi razlagal, tole drevo je, moj ded sadil, mogoče moj vnuk ga bo pa posekal, in jaz sem tukaj sam eden od, se nisi čist s temi besedami, ampak to sem si jaz tako malo zgodbo napletel, jaz sem tukaj sam eden od 5 umestnih najemnikov, ki more pač nikoli ne bom imel nič od njega, ampak moram pač poskrbeti, za to, da bo mojo delovno dobo to drevo dobro preživelo. Ja, prav je tako, ko si rekel, naprimer sadna drevje, ki zdaj še rodi, je še moj staroče sadil, pa pevcu, pa njegovi bratje, ki so gor živeli. Na površinah, ki se jih tisti rod pred nami staroče izsekali, pa še prababica, pa so tam pasli živine, pa sjali rž, so zdaj, debeljaki že smrekovi, se je zaraslo. Brez sajenja, večinoma se gor pomladi, a pa tudi gledamo, da tako gospodarimo, da se gos sam pomladi, ki je bolj stabilen, bolj zdrav, kakor pa če ga sadiš. Tako da se mi čas zdi čudno, da še ustraja je toliko pri sadni, pa toliko se govori v sadni. Ko če pravilno delaš, je boljš, da se samo zasemeni.
pa pestrost je bolj zagotovljena, različna. Pa. Ja, to so take dolgoročna dela. Ni pa tako, da bi na kmetiji se zmeri seveda sprejemaš odločitve, kaj se bo delalo, je pa skosena povezava z ostalimi še. Rečemo, moj oče se izredno še počuti tudi vesel, če se ga popraša, pa se z njim pogovoriš. Itak žena tudi, zelo močna je na vseh področjih. Tudi otroci so zelo nasprotovali moji kandidaturi, teda politični. Zelo odkrito, močno. Najbrž so molili, da ne bi bil izvoljen, pa so pa računalniško napako najdeli. Drugač pa, tudi ko se pogovarjamo o investicijah v stroje, ko si rekel prej, če se kaj posodabljamo, zmeri se mi zdi, da se moramo posodabljati tudi za varnost, na strmih površinah. Tam greš za par koš vseeno po takih strminah, da če te nekaj spusti, je minerska napaka, bi rekel. In tudi, kar se olajšanja dela tiče, pa se mi zdi, da moramo na temo delati. Doj se govori o dobrobiti živali, na kmetijah. Skoraj se pa nagovori o dobrobiti človeka. Pa je tudi ni prav, da imaš na koncu, ko greš v penzion, same napotence. Ja. Znucane sklepe pa. Kaj pa, to je za nazaj, kaj si govoril, tisto, kar so dedje sadili. Kaj pa ti konkretno, kakšne stvari, ki jih ti delaš, pa ti ne bi bilo treba, pa ti škodo prinašajo, ne škodo. Strošek prinašajo, ampak jih ti delaš zdaj za svoje vnuke na tej kmetiji. A je kaj tazga? Znaš to tako gledaš ali? Zdaj vprašanje, če smo čist prav usmerjali svoje moči, to se večkrat tudi vprašam, kar nekaj smo v te posodabljene vlagali. Ki se pa tudi hitro izpoje, tisto posodabljanje v stroje. Zamortizira, misliš? Zamortizira. Mogoče bi mogli več delati še na drugih vsebinah. Čeprav smo razvijali tudi te trženje pa razvoj pridelkov pa dodanje vrednosti. Samo vprašanje je, bojo otroci želeli peljati naprej. To je zmeri vprašanje. Tako pri mihnih podjetjih tudi. Sam, da je pri enem majhnemu podjetju propade, pa je še 9 drugih. Tukaj pa en velik košček, za nalaž rečem velik pa košček, kaj pomanjševalnica Slovenije, noben več na isti način ne skrbi. Tukaj je ta javna družbena korist čisto drugačna kot pri enem podjetju, ko se pisarna zaklene, pa se da drugemu najemniku, pa nekaj časa ljudje nimajo nekih storitev. Tukaj gre pa za skupno dobro v večji meri. Ja, sigurno je to... V domovinskem smislu je to košček vsajega, ki rad pride v naše konce. Ja. Ti si kot hišnik za tiste izletnike tam, a veš, ko hodimo tam. Ja. Pravzaprav je to izredna zanimivost. Kjerkoli v Sloveniji, ali prideš v Prekmurje, pa vidiš prekmurske ravnice obdelane, ali prideš v Posočje, ali v naše konce, kjerkoli. In je to tudi za spoštovati, res. Vsajega, kjer tam deluje, kjerkoli, Element vodenja pri tebi je tudi, da imaš še enega zaposlenega človeka, Ja, enega imamo zdaj pa že 8-9 let. Kar je tudi dokaj nenavadno za kmetijo, Mogoče, da res, ja. Sej, če ne bi imeli toliko razčlenjene proizvodne, ne bi se nam išlo. Sej tu čas ima že ženi bila skoraj obupana, da se bo peljalo naprej na tak način, pa se pokar. Ja, to nama tudi omogoča, da malo kdaj lahko si prvošimo, da kam gremo, ker starši zmeri so prisotni, samo tudi ne moreš jih skozi obremenjevati z enim odgovornostim. Tako pa Branko še vskoč, pa kaj naredi. Tako da tudi z tega vidika se mi zdi dragocena, tudi če to ostane, pač neki... Najbrž ni nekega profita v smislu, da za zaposlenega daš, 2000 na mesec, dobi se pa 2500 ven, Najbrž še včasih še ne, ampak je pa nek blažilec, Ja, točno to je. Blažilec nihan, da sploh lahko kam greš pa to. Ker en vidik tvojega vodenja in upravljanja kmetije so pa tudi tveganja, O tem smo tudi govorili, recimo, če si predstavljaš scenarij, da se ti poškoduješ ali pa kaj se pol zgodi, koliko ljudi pol ima radikalno slabše življenje, To so take hude ranljivosti takih družin. To si enkrat govoril, tudi zato sem te to vprašal, ker vem, da si govoril o tej ranljivosti teh kmetij. Dosti je nesreč v gozdovih, pa izredno me zmeri prizadanje, ker zvem za kjerkoli. Pred leti se moj kolega Janko po nesreču je bil 6-kratni državni prvak z motorni žagi, pa ga je v gozdu. Si govoril, na Velik Šmaren? Ja,
Pač družina takrat v eni stiski se znajde, pa tudi je odvisno od starosti otrok, kako so pripravljeni na tak dogodek. Moj stroče je bo 12 let star, ki je oče umrl zajeti. Ojoj. Je kaj, kot 12-letnik na nek način neformalno prevzel? Odgovornosti te prvega hlapca je prevzel. Prvi hlapc je bo takoj za gospodarja, je odrejal delo tudi in je on kar pol to začel. Po eni strani pa se zelo hitro odgovornost začne graditi in tudi vizija in vse. Sej to je na nek način kot eno podjetje, takale kmetija, ko si govoril o zgodovinskih vidikih, koliko ljudi je živelo, pa koliko zdaj živi od tega posestva? Ja, okoli 20-25 jih je pred vojni živelo gor, domačih pa še najetih. Ampak kakšno razmerje, kakšna druščina je bila to? Koliko je bilo to te primarne družine, ki je bila najbrž 3, recimo, ali pa 4 generacije, pa so bili še neka najbrž malo daljnejša. Mislim, da je 15, 9 je bilo najprej otrok, 9, pa starši, pa stari starši, pa kakje tete, pa tako se je. Pa še 3 hlapci, te prvi, te drugi, te tretji. Pa je bil še kakšen človek, ki je bil en zidar, ki je v poletu okoli zidu. 1. novembra v Sensvetih je pa rekel, zdaj grem pa dam in je šel na Matkovo, pa je pa živi na fotru na Matkovem. Drugače so bile tako dokaj jasne razmerja, tudi tako plačila, najemi, dokdaj si lahko odpovedal dela tudi kot delavca. Zanimivo je to enkrat staroče v tem opisu, pa še Valent Vider tudi. Zdaj na en način je bilo zelo temno prikazano tisto obdobje po vojni. So pa imeli več kontaktov, več stikov socialnih, kakor pa če živiš v enem bloku, či sam zdaj. Ampak zdaj vas pa ni toliko nekaj čez 20, Zdaj vas je pa koliko? Zdaj nas je pa... Če šteješ še tega Brankota? Se pravi, 10-11 nas je doma še. Je pol manj, ljudi se preživi od iste površine. Ja, čas je bilo pač bistveno, da si bil oblečen, obut, pod streho, na toplem, sit. Tam so pa druge potrebe. Pa družil si se še med seboj. Zdaj so pa druge potrebe. Tudi čeprav ne dosti drugačne, samo nekako se drugače zavite. Ja. Drugače jih zadovoljujemo. Ja. Hvala, Klemen, za tale pogovor. V čast mi je bilo s teboj govoriti, ravno zdaj, ko bomo govorili o socialnem tednu voditeljih. En se zdi še en tak pokončen in moder voditelj, ki mi je res navdih, kar upam, da ti tudi dokazuje to, da te včasih obiščem gor. Se grem napajati s tvoje modrosti. Z veseljem vas sprejmem, kadarkoli pridete. Glede tega voditeljstva si me kar malo preveč zdaj izpostavil pa pohvalil, ker se mi zdi, da me doist manjka, da se pa človek trudi po najboljših močih. Vsekakor in to je, že če bi bila samo 2 Novčiča, je to dovolj, Ja. Hvala.